Dober večer, en velik blagoslov našega očeta, Jezusovega očeta, Aba Jehove. Smo v težki topniški bitki, vojni, duhovni, ki se odraža v fizičnih oblikah na sodiščih. Včeraj sem prebiral kazenski zakonik slovenski in danes napisal nekaj zadev iz kazenskega zakonika, kateri členi so meni oziroma katere kazenske zadeve so v mojem sojenju zdaj sprožene oziroma katere kršitve so si privoščili kriminalist, taki me toži, in sodnica. Ker je pa jutri ta referendum, pas mater referendum, zdaj smo komaj en teden, ko smo doživeli ta kulturni šok, bo še nekaj časa trajal. Verjetno ljudje sploh ne bodo dojeli do jutra, do referenduma, kakšna magijo so izvedeli nad slovenskim narodom, in v kazenskem zakoniku sem našel člen, 165. člen kazenskega zakonika govori o sramotitev slovenskega naroda ali narodnih skupnosti. Kdor javno stori dejanje iz 158. do 160. člena tega zakonika proti slovenskemu narodu ali proti italijanski ali madžarski narodni skupnosti ali proti romski skupnosti, ki živi v Republiki Sloveniji, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 1 leta. In ta referendum sploh ne bi smel biti, ampak bi mogel biti en človek zaprt, pa denarno kazen plačati. Poleg tega gre pa tle za najvišjo obliko sramotenja slovenskega naroda preko črne magije, in zakona za črno magijo v Sloveniji ni. Ampak ker je šlo za razrezanje zastave in dojenje psa, in ker smo vas poučili, da gre to za obliko črne magije, vlaške črne magije, in najvišja oblika kletve za nekoga, ki ga ne maraš, ki v Srbiji rečejo jeboti pas mater. Če boste vi to Srbu rekli, ne vem, če boste ostali živ. Tako da v bistvu gre za kaznivo dejanje, da se kaznuje z denarno kaznijo in zaporom do 1 leta. Kazenski zakonik, 165. člen, sramotitev slovenskega naroda. To se bo jutri odvilo, tako da ne bom rekel, kaj narediti. Volilni molk, ne vem, če bi ga upoštevali. Tukaj gre za sramotitev slovenskega naroda in temu je treba reči odločno ne. Zdaj pa moj primer. Jaz sem imel zdaj v 6 dneh 3 obravnave in 6. dan, s tem, da druga obravnava je bila v petek in sodišče dela do 3, mi smo imeli do 15 do 5, ker je hotela sodnica še zaslišati svojega ljubljenčka kriminalista, ker je že prej po mailu poslal, da 29. gre na dopust. In 29. ga pač ni bilo. 29. smo pa pač, sem bil primoran odpoklicati mojega odvetnika, ker mi je potaknil enega substituta, on je izginil na morje, ugasnil maile in avtomatski odgovor iz mailov je bil, da je na dopustu. No, temu nadomestnemu odvetniku sem poslal mail v 7 točkah, da odpovedujem ta podpis substituta, ker mi ga je potaknil v času obravnave, v zmanjšanju osredotočenosti, in ko sem videl, kaj je vložil v spis, najhujšo možno obliko kaznovanja, moj odvetnik me je potunkal z predlogi za neprištevnost in z možnostjo forenzične psihiatrije, odvzem poklica, odvzem vozniške in take neumnosti. Tako da sem potem na sodišču 29. rekel, da se odpovedujem odvetniški pisarni tej pa tej, lažnivi. In potem mi je sodnica rekla, da naj pač do ponedeljka 5. jim sporočim, katerega odvetnika si bom izbral. Dala mi je seznam odvetnikov, brezplačna pravna pomoč. No, jaz sem to 5. po nasvetu svetovalca enega oddal priporočeno po pošti. 6. 5. so
je sodnica mislila, da jaz pač nisem javil in je šla na svojo pest odrediti sodno uredbo in mi je določila odvetnika po sodni uredbi, podpisala se je predsednica sodišča, na kar se je 7.5. bivša predsednica sodišča, ki dela zdaj v brezplačni pravni pomoči, odločila, da jaz rabim novega oziroma sklenila in napisala en odlog, češ da sem grozil odvetniški pisarni prejšnji in da zdaj mi bo novega dodelila, mi ga je že dodelila, zdaj imam 2 dodeljena in zdaj moram sprožiti upravni postopek, upravni spor, zato ker sploh ni dokazala nobenega dokaznega materiala, da sem jaz tej odvetniški pisarni grozil. V bistvu so verjetno ta dokument ponaredili ali pa tega odvetnika prisilili, da se meni onemogoči nadaljnje izvajanje zamenjave odvetnikov. Izločil sem ga zakonito, ker sem izrazil nezaupanje, ker se ni strokovno pripravil in je pobegnil na morje, tako da tlež ni šlo za nobeno grožnjo. Zdaj, največji hec je to, da imam jaz zdaj 2 odvetnika dodeljena. Ampak moja prošnja, ki sem jo 5.5. priporočeno po pošti oddal, sploh še ni bila obravnavana, tako da bom še odločbo napisati zdaj. Zelo možno je, da bom imel 3 odvetnike. In skratka, zdaj so začeli tako, se je vmešala še ena sodnica, bivša predsednica, zdajšnja predsednica sodišča in ta magister, ki mi zdaj sodi. In kršitev je že toliko narejenih, da ta primer bo sigurno padel, zato ker so mi naredili eno sodno odločbo senata in so mi dali pravni pouk. Pravni pouk, ni možnost pritožbe in ključno za mojo obrambo je pa to, da 3 sodniki v senatu so protiustavno izdali sklep o zavrnitvi mojega ugovora zoper obtožnico. V pravnem pouku brez možnosti pritožbe, kar je kršenje 25. člena Ustave Republike Slovenije, pravica do pravnega sredstva oziroma pravica do pritožbe. In je tudi kršenje 2. stavka 125. člena Ustave Republike Slovenije, vezani so na Ustavo in zakon, in kršenje 6. člena EKČP, pravica do poštenega sojenja. Tako da ta drug moj svetovalec je pač ta moj spis pregledal, najdel to napako in to je bilo narejeno že 4. junija 2024 in takrat naprej sodni postopek sploh ne bi smel teči. In sodnica bi mogla sprožiti kazensko ovadbo, pregon teh 3 sodnic v senatu in tudi tožilci. In ta sodnica se dela pravno budalo, zato da mene lahko tam muči na sodišču. Dejansko ona je izvedla mučenje ta prvi dan. Mučenje je izvedla, zelo nepristransko sodi, postavlja se v vlogo tožilca, ko toži mene, in v vlogo branilca, ko zagovarja oškodovanca, ki ni oškodovanca, ampak on je podal lažno kazensko ovadbo in potem dal še lažno izpovedbo. Sodnica se je poslužila mučenja ta prvi dan in potem še mučenja z enim podstavkom, z 2-stopinskim naklonom, ki je tretji dan, druga obravnava je bila že 3. dan, tretja obravnava je bila pa 6. dan in med drugo in tretjo obravnavo je bilo od petek od 5. popoldan, potem je bila sobota, nedelja, v ponedeljek je bil prazen, v torek sem imel tretjo obravnavo ob 8:30 zjutraj, vse je bilo še zaprt, niti skopirati nisem mogel, da bi dal še noter, vložil kakšne dokazne materiale in sem mogel mojega prijanta klicati v tiskarno, da mi je stiskal še 5 dokumentov in po 4 kopije moraš vložiti v spis. Tako da sem imel strašen stres, da sem lahko sploh to vložil pred obravnavo 29.4. In katere kršitve so mi izvedeli. Sodnica se poslužuje v bistvu protizakonito pristransko krivično sojenje, 288. člen Kazenskega zakonika. Bom prebral 1. člen: sodnik, ki pri vodenju sodnega postopka ali izrekanja sodne odločbe zavestno krši zakon ali izkrivlja pravo, da bi stranki v postopku škodoval ali neupravičeno dal prednost. V mojem primeru ni dovolila vprašanj pisarcu, namesto njega je odgovarjala,
neupravičeno dala prednost, se kaznuje z zaporom do 3 let. Enako se kaznuje sodnik, druga točka, ki z namenom iz prejšnjega odstavka tega člena opre sodno odločbo na dejstva, za katera ve, da ne obstojijo ali se krivo potikajo z lažnimi ali nedovoljenimi dokazi. Zdaj, kaj si sodnica poslužila? Jaz imam prazno kazensko evidenco. Ker zakon določa, da če tudi imaš kaj, nekatere zadeve po določenih letih se izbrišejo in to pomeni, da si neobsojen. In ta prvi dan obravnavi je bilo to jasno povedano iz kazenske evidence, da imam prazno kazensko evidenco, da sem neobsojen. Na drugi obravnavi je privlekla ven spis pred 5 let in potem še en spis izpred 10 let, ko so občutljive zdravstvene informacije not in je šla to brati in so v zapisniku, tako da je naredila v bistvu eno tako veliko kršitev glih po tem členu, da je pač, ne vem, 3 leta zapora jo čaka, pa še naprej je pol kršila zadeve, ne. In občutljive zdravstvene informacije je dala not v spis, ki je pa že absolutno zastarala in iz tistega spisa ven je potegnila samo tisto, kar je najbolj škodljivo za mene. In gremo naprej. Zdaj, to je 82. člen zakonska rehabilitacija ali izbris obsodbe. Obsodba se izbriše iz kazenske evidence in preneha vse njene pravne posledice, obsojenec pa velja za neobsojenega. To sem vam zdaj razlagal. Dobro, te ni tako pomemben. To ni tako pomemben. Oziroma, ja, no, tlele so ene zadeve. Za obsodbo na kazen zapora na 3 leta do 5 let je 8 let zastaralni rok. Ampak jaz sem imel tle obsodbo na denarno kazen pa pogojno pol leta. Pa še to je bilo, poslušajte, meni se tako nezakonito sodili, jaz sem dobil v kuverti na dom, sem dobil sodbo v imenu ljudstva, češ, da sem zlorabljal klic v sili 113. Jaz sem klical policiste, da voham kemikalije, prišli so, oni so merili strupene snovi oziroma monoksid dioksid. Nisem se mogel niti zagovarjati, nisem niti bil nikoli na sodišču, dobil sem sodbo domov, pol leta pogojno, pa 500 evrov kazni, intervencije gasilcev, 39 evrov je bilo stroškov policistov in oni so sprožili kazenski pregon, policija Kranj. Anonimna prijava je bila zelo v istem stilu pisanja, zelo ponovljene besede so, kot zdaj v tem mojem primeru, od istega tega pisovec Luka, identične besede, tako da v bistvu on je dežurni kriminalist, ki si dela politično kariero na političnem nasprotniku, Egidi Koziku, kljub temu, da so skupaj igrala rokomet. Jaz sem bil srednji zunanji, on je bil pa levo krilo in bo vedno levo krilo. Nikoli ne bo srednji zunanji, ker je nesposoben. Pisovec Luka je naredil lažno kazensko ovadbo, dal sem mu jaz poročilo oziroma povedal sem mu, da sem pred nekaj leti imel primer preprodaje kokaina od mojega šefa in on je rekel, sej to, veš, ko gor dol, ne, pač nisem mu dal niti ukvarjati s tem, niti ni bil pozoren na te zadeve in takrat sem videl, da dejansko ne opravlja svojega posla, ampak je zadolžen za preganjanje političnih nasprotnikov. No, ko sem jaz to 2017 videl, da pač te stvari dela, sem vedel, da je pač nezanesljiv policist in da izdajalec tudi, ne, med drugim, kar se tudi v tem sodnem procesu izkazalo, da je izdajalec in patološki lažnivec, da sem ga že 3krat dobil na laži in tudi izdal se je. Midva so se pred sojenjem dogovorila, da pač slučajno so se srečale 3 tedne pred sojenjem, sem rekel, kaj hočeš zdaj sploh s tem narediti, nobenemu to ni korist. A daj to umaknem, prav ne morem, imam probleme v službi, sem rekel, kakšne probleme imaš, kaj pač odstranim. Ja, prav, jaz bi rad imel zadevo čisto v službi. Jaz sem rekel, lej, pa ne vem, kaj ćemo narediti. Mi bomo šli do zastaranja. A je rekel, prav, meni vse. In to je bilo 1. aprila, on je 7. aprila poslal sodnici mail, da bom mogel 29. prijeti in mu naredila uslugo. Dejansko ga je 25. potem zaslišala, uradne ure so do 3, na sodišču v petek.
Mi smo bili do 15 do 5, zato ker je pisec prišel od 15 do 4, da je še nekaj zaslišala, da je šel fant lahko v torek na dopust. To je pristransko sojenje, ne? Oziroma dogovor, da se bo kaj sodil. On je po mailu obvestil, da pač 19. ne bo mogel, uklepajo pa še, da osumljeni izvaja pravne akrobacije z namenom zastaranja postopka. In da je bilo to njemu sporočeno osebno, uklepajo, od osumljenega. 7. aprila je poslal mail na sodišče, je noter v spisu, sem ga najdel. Niti tožilec ne ve, da je noter. A na pričanju 25.4. je rekel, da so nazadnje govorili 2019. 2019 sploh še ni bilo postopka, niti še ni bilo možno zastarjanje. Tako da zdaj se je on sam sebe ujel, da laže, patološki lažnivec. Prvo vprašanje je bilo na sodišču, če je pripravljen pričati pod detektorjem laži. Sodnica ustreli namesto njega. Ne sme! Drugo vprašanje, ste se kdaj v življenju zlagal? Sodnica prav, namesto njega, vsi se kdaj zlažemo. Tretje vprašanje, ste lahko pojasnite, v kakšnem sorodstvenem razmerju ste z Jelkom Kacinom. Ne dovoljamo vprašanja. Jaz sem imel 103 vprašanja pripravljena, mislim, da sem ene 3 lahko postavil. Sem rekel, bom dal v spis. Ja, ne vem, če bom dovolila. No, ona ne more prepričati, ti daš lahko v spis, ker hočeš. Približno tako izgleda sojenje. Kršitve. Zdaj, on je opustil dolžnost ravnanja. On je v bistvu bi mogel narediti zapisnik in preveriti, če je to res, kar sem mu jaz najavil. Šlo je za preprodajo kokaina eni od celic balkanskega bojevnika 2011 v Ljubljani. In očitno oni ne preganjajo velikih kriminalcev, ampak politične nasprotnike. Zdaj pa si pogledamo, kaj pomeni lažna kazenska ovadba, kar je sprožil proti meni. Lažna kazenska ovadba, kriva ovadba, no? Kriva ovadba, pač kriva, mislim, da je to srbska beseda, lažna bi mogla biti, ne, krivo pričanje, to se nam tudi Srbi potakne noter. Lažna ovadba, 283. člen kazenskega zakonika, kdor koga naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, pa ve, da ga ni storil, se kaznuje zaporom do 2 let. Se pravi, sodnica ima zagroženo kazen 3 leta, pisec do 2 let. Pa to še ni vse, še pol pride lažna izpovedba, ki je naredila, znači 25.4. Druga točka, enako se kaznuje, kdor potakne sledove kaznivega dejanja ali kako drugače povzroči, da se uvede kazenski postopek za kaznivo dejanje. On je v prvi točki pač do 2 let zapora. Tretja točka, kdor se sam naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, čeprav ga ni storil, v tem primeru to jaz nisem bil. Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje tudi, kdor naznani, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, čeprav ve, da tako dejanje ni bilo storjeno in s tem povzroči, da državni organi začnejo ukrepati. V mojem primeru ukrepa kar cel kranjsko sodišče. Celo 2 predsednice sodišča sta seznanjeni z mojim primerom. In imam najbolj napredno sodno dvorano z vsemi možnimi kamerami, mikrofoni, zvočniki, je zelo velika dvorana, enih 30 sedežev. Ena pripravnica sodniška je tudi noter ves čas in zelo sodeluje pri manevrih sodnice, kadar je treba vrata zapreti, da se ne vidi, ko ona dela. Sem jo zadnjič dobil, da je brisala zapisnik, ko smo bili na pauzi. Brisala je zapisnik, to je kaznivo dejanje, to je po naredbi uradne listine. Če stori dejanje iz 1. in 2. odstavka tega člena uradna oseba, zlorabo uradnega položaja, se kaznuje z zaporom do 3 let. Mislim, da je pisec je uradna oseba, do 3 leta ima pač zagroženo kazen, v kazenskem zakoniku. In to je veliko hujše, kot lažno obrekovanje, kot mene se zdaj preganja. 284. člen, kriva izpovedba, ki jo je naredil 25.4., pa šel jel smo ga. Noter v zapisniku 25.4. je rekel, da je nazadnje govoril pred letom 2019. A 7. aprila je napisal mail sodnici, da od mene osebno zvedel, da igram na karto zastarjanja. Izdajalec je, pa še patološki lažnivec. Dogovorila sva, da je to prenehal, on je zlorabil moje zaupanje in je šel sodnici to zašpecati, da je sodnica že od prvega dne vedela, da igram na karto zastarjanja in ves postopek vodi tako, da prav ne bom upoštevala govora, ker hočete zadevo zavleči, da bo zastarala. To je kriminalist, pisal Sluka. Velečastno ime.
izdajalec, patološki lažnivec, ki dela enega za drugim, kako se temu reče, kazniva dejanja v kazenskem zakoniku. Gremo naprej. Priča, izvedenec, cenilec, prevajalec ali tolmač, ki pred sodiščem v postopku, prekršku, parlamentarne preiskave, zagotavljanje kršitev delovnih obveznosti ali drugih kršitev delovne discipline v drugem disciplinskem ali upravnem postopku pod krivem izpove, izvedenec ali cenilec, ki da lažno pisno mnenje ali prevajalec, ki da lažni pisni prevod, se kaznuje z zaporom do 3 let. Enako se kaznuje stranka, ki je pri dokazovanju zaslišanjem strank v pravdnem, nepravdnem izvršilnem ali upravnem postopku po krivem izpovedala in je sodišče ali drug pristojni organ na to izvedbo oprlo svojo odločbo v tem postopku. Tretja točka, za krivo izpovedbo v kazenskem postopku. Tukaj je ta primer. Se storilec kaznuje z zaporom do 5 let. Pisec ima zdaj že 8 let zagroženo kazen, ker je 2 člena kršil iz kazenskega zakonika. On je šef kriminalistov v Kranju. Priganja se pa mene. Pom, še ne gremo domov. 4. točka. Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka posebno hude posledice za obdolženca, jaz imam gospodarsko škodo, zelo veliko, se storilec kaznuje z zaporom od 1 do 8 let. Dobro, rečemo, da nimam toliko velikih posledic, ne? Ampak 5 let mu pa pripada, pa še prej 3 leta, 8 let mu grozi. Koliko mu bomo dali v imenu ljudstva? Če storilec prostovoljno prekliče svojo krivo izpovedbo, preden se izda dokončna odločba, se kaznuje z denarno kaznijo, sme pa se mu tudi odpustiti kazen. Zdaj ne vem, bo priznal ali ne bo priznal, ne? Jaz mislim, da je neprimeren za direktorja policije Slovenije, za kar mu delajo zdaj medijsko kampanjo, ker je odkril storilca na letališču Brnik, morilca Iranca, takrat so mu delali medijsko kampanjo in ga porivajo naprej, ne? In zato mora ta primer dobiti proti meni. Sem glede na to, da je lažno kazensko ovadbo dal in lažno izpovedbo, jaz mislim, da ni primeren za predsednika oziroma za ministra za notranje zadeve, niti za direktorja policije Slovenije. Pa to je že tako v zapisniku napisan 25.4. Pa mail je napisal, pa cel spis imamo že pripravljen, pa po medije bo šlo. Kaj boste zdaj naredili? A boste začeli pisovca preganjati, ali mogoče bi pa jaz zamenil njegovo službo, da bi jaz bil kriminalist, očitno sem bolj sposoben kot on. Če on lahko nadzira vse kamere po celi Sloveniji oziroma po celi Gorenjski, tudi tisto v sodni dvorani, da se sodnica trese in mu dela uslugo in namesto njega odgovarja, verjetno ima policija najboljše hekerje, da lahko vdira moj računalnik in da mi prestriga klice, maile, da ne morem na Facebook, da ne morem na YouTube, da mi mešajo glave mojih sosedov, da vstavljajo misli noter in da mi delajo konstrukte in lažne kazenske ovadbe. 3 spise imam zdaj na sodišču. Ena je privedba na psihiatrijo. Veste, kdo me je pobral na cesti? Pisovec Luka, kriminalist. Zlorabo moje zaupanje, jaz sem mu povedal, da imam težave, da mi sledijo in tako naprej, ne, obveščevalna oziroma albanska mafija. Ja, prav, on se pogovarja z mano, bila sva sošolca, bila sva soigralca rokometa, 2015 je bilo to, 17. decembra. Ja, on me je poslušal, sem rekel, da je eno odgovorno osebo, da mu povem, kaj se bo dogajalo. 2015 so začeli migranti hoditi, nov svetovni red se začel. Milan Kučan je bil v Evropskem svetu, enem paralelnem zraven, ko so bili bivši predsedniki evropskih držav in so se dogovorili, da bo začela se invazija muslimanov. Samo Egidi to vedo v Sloveniji. Das erste NVO-Gesetz ist so weit. Tam je Milan Kučan na seznamu. No, in pisec Luka je rekel, tlele počak, da policija me je pripeljal in zginil kakafra. Jaz čakam not v sobi za pridržanje, očitno ni bilo za zaslišanje, za pridržanje. Pride en policist, me zaklene, kaj se dogaja. Čez 20 minut pride dežurni, šef dežurne urgence Kranj, Mohor, Mitja, z injekcijo v roki. Gospod Kozik, vam bomo dali injekcijo, siko prosim. A ja, pisec, tako je zdaj to. Odlično. Odpeljali sem v Begunje, gor sem bil 36 dni. Na predlog pisovca. Mohor Mitja ni napisal nobenega spremnega dopisa, niti pregledal me ni, nič ni napisan, sem zdaj šel spis pogledati, ga imam tukaj. Samo dome je sprejel Mitja Mohor. Zunanji policijski sodelavec. Dokazano. Od mene. Ker me je pol še enkrat lovil na kranjski gasilski brigadi.
je prišel v spremstvu policajev, od zunaj ni bilo zdravniškega avtomobila, niti ni bilo reševalnega vozila. Tako da policija ima svoje sodelavce na vplivnih položajih in zdaj vam pa tako povem, ne. Niso samo to naredili, ne. Pisovci je nastavil še policijskega vikarja v mojo vas, tako da tudi župniku ne morem. Ne morem k župniku, ne morem v dežurno službo in ne morem na policijo, ker policija ne sprejema mojih kazenskih ovadb. Zoper pisovec Luka sem dobil zanč priporočeno s povratnico na pošti, na kuverti, ko sem dobil kuverto nazaj s povratnici nalepljeno gor, samo prečrtali so datum in oni ne sprejemajo kazenske ovadbe. Tako da zdaj mene zastopa Bog in njegovi angeli, ki so v fizični obliki. Bog je pa pač duhovni pomočnik nas. Stvar se zapleta, ne. Stvar se zapleta. Zdaj so mi dodelili dva odvetnika, oba nezakonito, moja odločba oziroma moja prošnja za BPP sploh se še ni obravnavala. Gremo naprej. Se pravi, sodnica ima zdaj 3 leta na grbi, pisovec pa 8 zagroženo kazen. Mučenje, kar je izvedla sodnica. Prvi dan na sojenju, ko mi je dala podstavko, 135a člen. Kdor komu namenoma povzroči hudo bolečino ali trpljenje, bodisi telesno ali duševno, ali si od njega ali tretje osebe pridobi informacije oziroma priznanje, da ga kaznuje za dejanje, ki ga je storil on ali tretja oseba, ali je za to dejanje osumljen on ali tretja oseba, da bi ga ustrahoval ali nanj izvajal pritisk, ali da bi ustrahoval tretjo osebo ali nanjo izvajal pritisk, ali iz katerega drugega razloga, ki temelji na katerikoli obliki kršitve enakopravnosti. Ona mi je dala podstavek, ko sem bil zaslišan, da sem bil nestabilen in da so me po 1 uri začele mišice boleti. In jaz si rečem, gospa sodnica, začeli me bojo krči grabati, a se lahko usedem. Ne, kar stojte. Sem rekel, vi me mučite. In zdaj najdem v kazenskem zakoniku člen mučenja. No pa poglejmo, kakšna kazenja bodo letela. Zaporom od 1 do 10 let. A si predstavljate, da mi je dala podstavek z naklonom 2 stopinje, da me je mučila, ko sem dal osebne podatke in ko me je seznanjala s kazensko ovadbo, sem 2 ure stal 23.4. na tistem podstavku. Noge so me bolele še četrtek, petek, sobota, še nedelja. Sem mogel z bolečinami v nogam ukvarjati. Če bolečina ali trpljenje iz prejšnjega odstavka povzroči ali prizadene uradna oseba ali kdo drug, ki nastopa z uradnim statusom ali pooblastilom ali na pobudo take osebe ali z njeno izrecno ali tiho privolitvijo, se kaznuje z zaporom od 3 do 12 let. To ima moja sodnica zdaj že 15 let na računu skupnega kaznivega dejanja. Kršitev neenakopravnosti, naslednji člen, 131. člen. Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etično pripadnosti, spolu, jeziku, političnem. Morate vedeti, da sem jaz 2010 zmagal v krajevni skupnosti Besnica in takrat sem bil član SDS. No, 2014 je pa zmagal pisovec Luka, ki je pa njegov Jelko Kacin stric LDS. A niso pa politična nasprotnika in sodnica Prosenova je tudi levo usmerjena in zdaj ona politično enakopravnost izvršuje nad menoj. No pa pogledamo, kakšna kazen je zagrožena. Se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 1 leta. Zdaj sodnica ima že 14 let na kontu. Jaz imam pol leta obrekovanja, ki je itak lažno kaznivo prijava, pa lažna izpovedba je bila pa vse to, ne. In to so slovenska sodišča, ne. Temu se reče nov svetovni red in očitno gospa sodnica bi bila zelo dobra, če bi delala v cestnem podjetju Kranj za Valar voz. Ko ona vse moje predloge povozi in v bistvu enega za drugim krši kazenski zakonik. Koliko smo prišli do 15 let, ima že sodnica. In ne smemo javno objavljati njihove kršitve, nas bojo zaprli. Pa da je nekega srata, kaj? Nas boste zaprli. Kaj, mene boste pa mučili na sodišču? To še nikjer ni bilo na svetu, da bi človeka, ki ga sprašujete, a ste vi to storil, še mučili zraven. Tako pritlehno. Naslednjič, ko sem rekel,
prinesel potrdilo od zdravnika, da me noge bolijo, 3 priče, da nič nisem delal tiste 3 dni, da sem to poškodbo lahko dobil samo na sodišču. Nas pošle ven iz sodne dvorane, se oni sestanejo, naredijo zapisnik in ona v zapisniku reče, da jaz lažem, da tega podstavka ni bilo. Gremo naprej. Če stori dejanje z prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom do 3 let. V tem primeru ima sodnica zdaj že 17 let na koncu. To jo bo preganjal jo bo ljudstvo. Pa Bog. 349 sodnikov na Evropskem sodišču spoznanih za krivo lažno sojenje. Sem včeraj imel z novim odvetnikom razgovor, je rekel, da se to so skoraj vsi. No, takšno je sodstvo pri nas. O tem bo več povedal Vinko Trček, ki bo naredil video posnetek. Mi imamo vojno stanje na sodišču in sodniki pobirajo ljudem premoženje na veliko. Dober so okrožencev, da lahko sodniki lažejo, tožilci in odvetniki lahko lažejo, razen kadar so pod prisego. 95% ljudi iz kazenskega zakonika s kazenskim pregonom je nezakonito zaprtih, ker se jim krši mnogo ustavne pravice v času sojenja. Gremo naprej. Zalezovanje. Zalezovanje v mojem primeru gre za zalezovanje na vseh mojih internetnih kontaktih. Maila nisem zdaj dobil že kar nekaj časa. Meni brišejo maile po tekoče. Telefonske klice blokirajo, YouTube mi blokirajo, Facebook chat mi blokirajo. Imamo enega policijskega sodelavca, ki je 400 metrov stran od mene doma, ga pisal zelo dobro pozna. Dela kariero na meni. To, da gre enkrat na teden njegov oče mimo moje hiše na sprehod po nenavadni uri, pa včasih še njegov brat, da je njegov oče po moje parceli nabiral gobe zelo počasnim korakom. Da je ogledoval mojo parcelo, sem ga posnel, ko je videl, da ga gledam, je kar obrnil, zalutal gor, šel v napačno smer. Tako da cela družina sodeluje pri opazovanju mene. Temu se reče zalezovanje. Kdor koga drugega ali njenega bližnjega s ponavljajočim se opazovanjem, zasledovanjem ali vsiljivim prizadevanjem. Njegov oče mi je enkrat prišel po moje parceli gobe nabirati, jaz sem pod kozolcem pekel gobe, in prišel pod kozolcem noter v kuhno pogledat, v kastrolo, a ti si mi vse gobe pobral. To je oče odpisal od sluka. Naredil 2015. Mislim, jaz sem bil paf. Je to mogoče? Ja, oni si vse dovolijo, oni so bogovi. Oni so bogovi, oni si vse dovolijo. Oni imajo sodstvo in oni imajo nezakonito sledenje, preiskovanje in ničim ne morete. Ničim ne morete. In ti lahko pride v kuhno pogledati, kako si ti gobe njemu s podnosa na svoji zemlji vzel. Janez Pisovec je to naredil. Pa gre vsako nedeljo tudi mi moje parcele pogledati, če koga imam na obisk. Gremo naprej. Koliko je to kazni zalezovanje? Elektronskih komunikacijah sredstev zalezuje in pri tem, gremo nazaj, tole je zelo zanimivo, se kdor koga drugega ali njegovega bližnjega s ponavljajočim se opazovanjem, zasledovanjem ali vsiljivim prizadevanjem vzpostavitve neposrednega stika ali stika preko elektronskih komunikacijskih sredstev zalezuje in pri njem ali pri njegovem bližnjem s tem povzroči prestrašenost ali ogroženost, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 2 let. Če je zalezovana oseba, mladoletna oseba, dobro, tole nismo, mi smo polnoletni, pregon se za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se začne na predlog. Se pravi, moram jaz predlagati na sodišču, da mi pisal zalezuje že 10 let in zalezovanje je začel 2015, ko me je pobral 400 metrov od hiše Jelka Kacina in me je zlorabil zaupanje in me peljal na policijo, pristal sem po begunje. Slučajno sem bil tam, bi rekel Sanč. 25.4. se je zlagal, da sem v šoli otroke strašil, da pa me pa malo naprej v vasi pobral. Jaz sem pa iz šole šel še 1,5 kilometra pa pol naprej, pa to po velikih ovinkih, tako da sem do tja rabil približno 3 ure. Se pravi, se je vozil gor pa dol in čakal, kje me bo dobil. 2015, 17. decembra.
Me je pa le dobil, ker je žena oddelka kacina rekla, da je gidi tle. In ko sem šel peš naprej, me je pobral čez 400 metrov. Ni imel nobenega sodnega naloga, pogovarjala sva se tako kot sošolca in potem je rekel, tlele počak in pride noter človek z injekcijo za uspavanje. Sem rekel, nobene injekcije ne bom vzel, bom tale plašč gor na sebe dal, ne, moj, tole ti dajo plašč gor, se primeš in pol te dajo na voziček in te peljejo. Diagnoza, ni bilo diagnoze, pa se izmislijo. Posebne določbe o pregonu, 168. člen. 168. člen je pa neka posebna zadeva, ki mene preganjajo zaradi 159. člena Kazenskega zakonika obrekovanje. In je državni tožilec začel ta pregon. Državni tožilec. Zdaj pa poglejmo. Pregon zaradi kaznivih dejanj iz 158. moje 159. 158 do 162 in tudi 166. člen tega zakonika se začne na zasebno tožbo. Mene pa državni tožilec preganja. Sodnica Prosenova, jaz sem ji zadnjič povedal, kako da tega niste opazila, ona kot da ne sliši. Preberite naprej, si mislijo. Oni se poserijo na to, pa jaz tam govorim. Oni mislijo, da vse imaš ustavno sodišče. Če greš pa na ustavno sodišče, se pa začne znova sojenje, imaš pa spet 5 let mučenja. To so taki kriminalci na sodišču in na policiji, da samo Bog lahko to zadevo reši. Če so dejanja iz 158. do 162. in 166. člena tega zakonika storjena proti državnemu organu, ali občinskemu, ali pokrajinskemu organu, ali proti uradni vojaški osebi v zvezi z upravljanjem njune službe v tem organu, se pregon začne na predlog, razen za uradne osebe iz prve točke prvega odstavka 9. Ja. Tako da tle bi mogla biti zasebna tožba, pisal sem tukaj bi mogla zasebno tožbo, da če že hoče lagati proti meni, on laže in še državno inštitucije zlorablja in stroške povzroča ven davkoplačevalcem. In sodnica je v bistvu povzročila to, ker ne zna prebrati zakonika. Jaz sem ga danes prebral, pa sem gostinski tehnik, pa profesor športne vzgoje, nimam doktorata, niti magister, nisem, ona je pa magistrica. In ne zna teh 3 členov prebrati, pa sem mi že zadnjič povedal, 25.4. Še kar naprej govorim to zdaj. Zasebna tožba bi mogla biti, pa državni tožilec mi preganja. Če se dejanja iz 158. do 162. člena tega zakonika storjena proti pokojni osebi, dobro, to ni, gremo naprej. Obrekovanje, 159. člen. On je rekel, da ga obrekujem, ker mu nikoli nisem naznanil tega kaznivega dejanja pri prodaji kokaina v Ljubljani. Naredil se je, ne spomnim se, ne, siguren mi ni to rekel, tako je rekel, 100% mi tega ni rekel. A na šanku imel eno pivo, sem ga vprašal, se kdaj napijete, prav tudi se kdaj napijem, imel noto zapisnik, če je dobra družba. Sam ne toliko, da ne bi vedel, kva delam. Še nikoli ni bil trezen na teh Kostanjevih piknikih, to lahko 5000 ljudi potrdi, da je bil vedno malo nabasan. Ampak 100% z mano ni govoril, to pa ve, zaprmej. V glavnem patološki lažnivec. Oblikovanje, kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu. Čeprav ve, da je to, kar trdi ali raznaša neresnično, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 6 mesecev. Če je dejanje storjeno iz prejšnjega odstavka, storjeno s tiskom, po radiju, televiziji ali z drugim, v mojem primeru bo to YouTube, se kaznuje sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo in zaporom do 1 leta, 1 leto. Pa moja dolžnost je, da prijavim kaznivo dejanje, njegova dolžnost je pa, da jo obravnava. In jaz bi bil lahko kazensko preganjan, ker nisem opravil svoje dolžnosti. Zdaj pa se pejte soditi na sodišče slovensko. Tukaj je očitno, da gre za čisto politično preganjanje, da mi ukinejo YouTube in da mene utišajo, da bo Gidi priden. Gidi nav nikoli priden, Boga bo samo Boga. On je alfa in omega, on je zemljo naredil in vi ste jo ukradili. In zemlja je od Boga in bo tudi malo spet nazaj od Boga in ne bo več nobenih davkov. 10% davkov za ptice in živali. Jaz sem se začel zagovarjati s tem, da ne razumem obtožnice.
ni mi šlo najboljš, ne, ampak Selek smo ta prvi dan in 2 ure porabili za to. Sem mislil, da bo prenehala s pregonom, ampak je vztrajala, da sem priseben in da to lahko. Ampak polk se je zamenjal tožilec, ne, na drugi obravnavi smo začeli z novega, sem izločil porotnika. No, to, na prvi obravnavi sem izločil porotnika. Zdaj pa poslušajte, kako sem ga izločil. Jaz na začetku povem, da sem 15 let že brezposeln. Okoliščine, zakaj sem brezposeln, je pisal dosti pripomogel, vsaj zadnjih 10 let. In celo, da imam kartoteko, da sem začasno nesposoben za delo. Zaradi prisilne prevedbe na psihiatrijo, kjer je pisal sodeloval. In potem še piše noter kansko zadevo, da mi na vsake pol leta popustijo živci, kaj, in da bi mogel se zdraviti po njegovem nestrokovnem mnenju. In pogledal si je 10 do 15 posnetkov na mojem YouTube kanalu, nobenega uradno, vse v zasebnem času, a želi, da se izbriše 900 filmov. Poslušajte, tako 15 posnetkov si ogledaš in zahtevaš, da se izbriše 900 filmov, izraz si sami izberite, kako se temu reče takemu človeku. Najmanj, kar bi lahko rekel, da je koruptiven, ampak to je po angleško, bomo rekli, da je kar pokvarjen, stara konzerva. Pokvarjenost. To pa je pokvarjenost. To pa je taka pokvarjenost, da si misliti ne morete. Najbolj zanimiv sem jaz tožilcu rekel, kako pa vi veste, da sem jaz vedel, da to ni res, kar sem objavil. A ste bil v moji glavi? Oblikovanje, po mojem mnenju, je lahko nekaj takega, kar je javno objavljeno, pa vsi vejo. Pa jaz v nasprotju s tem, kar je javno objavljeno, začnem govoriti laži. To, kar imam pa jaz v glavi, pa ni oblikovanje, ti ne moreš vedeti, kam jaz v glavi. Če jaz rečem, da je to res, je to res. Če pa pisec reče, pa 100% laž. V redu? Razen to je povedal prav, da si ga včasih napije. Gremo naprej. Protipravno odvzem prostosti, to mi je pisec naredil 2015. Ko mi peljal na policijsko postajo, potem pa kar na psihiatrijo. Brez obrazložitve dežurnega zdravnika, kaj sem povzročil. Dežurni zdravnik je pa šel noter že z injekcijo, očitno je pisal psihiater in razložil, da imam psihične motnje. A je doktor Mitja Mohor to kar verjel? Nič vprašal me ni, kar injekcija imel pripravljeni, bomo dali injekcije, bi rekel. A zdaj boste rekli, da ni policijski sodelavec. Za utišanje ljudi, ki niso na pravi strani režima. 133. člen protipravno odvzem prostosti, ki ga je pisec naredil 2015, 17. decembra, okrog 17. ure. Kdor koga protipravno zapre, ima zaprtega ali mu kako drugače omeji svobodo gibanja, se kaznuje z zaporom do 1 leta. Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka, uradna oseba zlorabo svojega položaja ali svojih pravic, se kaznuje z zaporom do 3 let. Pisec mu, koliko imamo zdaj že na kontu? 11 let. To je zdaj sojenje v imenu ljudstva. Ti meni govoriti, kva jaz lahko objavim, kva ne. Sodnica ne dovolj, da te sprašujem 103 vprašanja, bi že zaključen. Bomo danes zaključili. Poskus dejanja iz prvega odstavka tega člena je kazniv. Kdor komu protipravno odvzame prostost za več kot teden dni, jaz sem bil 36 dni gor. Haldol, rispardal in tako naprej. Temu se reče kemična lobotomija. Še mučenje zraven pisal, še zato boš kaznovan. Da si povzročil, storilec si bil pri mučenju. Ali če to stori na grozovit način, se kaznuje zaporom od 3 mesecev do 5 let. Mislim, pisal, da imamo zdaj že 13 let zapora, mi da zagrožen, da vse te svoje svinerije, ki si jih naredil v 10 letih do mene, pa še kar boš strov. Odpustitev kazni za kazniva dejanja je 158. do 162. člena. Če je storilec kaznivega dejanja 158. do 162. člena tega zakonika izvan z nedostojnim in surovim ravnanjem, oškodovanca ali se pred sodiščem upraviči oškodovancu ali pred sodiščem prekliče tisto, kar je trdil ali raznašal, mu sme sodišče kazen odpustiti. 25.4. sem ga zaslišval, sem rekel, ko mi sodnica ni več dovolila, da ga sprašujem iz unih vprašanj, sem se vdal, sem rekel, ok, bom po svoji glavi, zdaj tega vidim. Sem rekel, no,
kaj pa hočete sploh, ali da ne imel problemov v službi, ali rečem, da sem bil neprišteven, ali rečem, da sem bil pijan, ali da sem se zmotil, da se opravičujem, da to umaknem dol, ali kaj hočete, da grem v zapor, da se me zapre, ali da zbrišemo cel posnetek. In rekel sem že povedal prej, naj se sodišče odloči. 25.4. na zapisniku to piše, 1. aprila je pa rekel meni vse. Na zadnje so pa govorila 2019 in na zapisniku piše. A se temu ne reče patološki lažnivci. In on je bil šef kriminalistov organiziranega kriminala gospodarskega v Kranju. Ja, se je šef kriminalistov. To je pač 20. maja ob 13. uri se nadaljuje. Takrat bomo zahtevali, ne bom zdaj taktike povedal, ampak zadeva je za mene zaključena, zdaj bomo preganjali mini. Da vam povem, kako sem, prej sem malo zašel, sem začel, pa nisem dokončal, kako sem prvi dan izločil sodnika porotnika. To so neprofesionalci, nimajo sodniškega izpita narejena. Jaz sem bil sodnik porotnik, med drugim 2011, od 2010 do 2015, 5-letni mandat. Rabiš samo priporočilo enega predsednika društva iz tvoje vasi, da si zanesljiva oseba, pošleš vlogo na sodišče in zelo verjetno je, da te izberijo. To je časna služba, plačen si 3 evre na obravnavo, 3 evre za 4 ure pa pol sedenja. Pa fajn moraš poslušati. Na koncu imaš pač, nič ne smeš sprašvati, ne smeš govoriti z obtoženim in na koncu si sodnica reče, kva bomo naredili in te vpraša. Ti rečeš si za ali nisi, da ga boš obtožil. In eden je pač upokojenec elektrotehnik, druga je pa bolničarka. In ne smete govoriti z mano. No in na prvi obravnavi, ko sem jaz rekel, da sem 15 let že brezposeln, sem imel v publiki enega provokatorja in je pač začel malo provocirati tega porotnika, gor in dol, ne, v glavnem, ne bom zdaj izrazil njegove besede, ampak sodnica ga je ven poslala, tega mojega provokatorja, nisem ga jaz naročil, da provocira, ampak pač je probal izvesti malo pritiske na to pokvarjeno sodstvo. No in ga je sodnica ven poslala in ko ga je ven poslala, moj provokator mu je rekel, da se prostituira za 10 evrov na obravnavo, ne? In je seveda bil porotnik užaljen in je rekel, boš za 10 evrov, kakor pa 15 let nič delati. No, pa smo šli mi ven, ne vem točno, zakaj je že sodnica prekinila takrat obravnavo, prvi dan so bile 4 prekinitve, jaz se zunaj sedim in gruntam, kaj zdaj narediti? Pa je on rekel, boš za 10 evrov pa 15 let, ne čak tako 15 let, to se pa na mene nanaša, to sem pa jaz na začetku povedal, da sem že 15 let brezposeln. Če delam vsak dan od jutra do večera, brezposeln sem zaradi njih. In se rekel, čakaj malo, to je pa nepristransko sojenje. Sodnica, pridem noter, se rekel, gospa sodnica, jaz zahtevam izločitev porotnika, zato ker je v sporu z mojim kolegom izjavil stavek, bolje za 10 evrov kot že 15 let nič, 15 let nič sem pa jaz povedal na začetku, da ne delam. In to je izjavil on, kljub temu, da ne ve okoliščin, zaradi katerih sem jaz 15 let brezposeln in zato menim, da bo se že zdaj odločil, da bo proti meni sodil in to je nepristransko sojenje in zahtevam, da se ga izloči. Pof! Konec obravnave, smo šli ven, pridemo nazaj, porotnik je neko izjavo dal, zadeva je bila zaključena, moja zahteva je šla do predsednice sodišča in je odobrila moje zahteve in je letel ven. In na drugi obravnavi sem imel pol novega električarja. Zdaj ga pa sodnica fajn serije, ne, zapisnike briše, pa sem že dal, najprej sem dal na 25.4. sem dal dopolnitev vloge noter za kršitev sodnice in manjkajoče stavke. In 29. je pol ure se zamaknila obravnava, ker je mogla teh 5 dokumentov prebrati, ker sem jih vložil tik pred zdajci in je rekla tožilcu, jutra do 12. se izjasnite, tole pa pomeni.
No, 29. jo nisem mogel izločiti sodnice, ker je šla z Valerjem naprej, ne, sem mogel mojemu odvetniku reči, sadijo. In zdaj na 29.4. je spet nekaj en kup stvari manjkalo noter, kludo je pa še dobo sem jo, da briše zapisnik, tole je bilo naslovljeno gor, pa reče zapisnikarci, tole briš in vidim, kako grejo črte nazaj in se brišejo črke. In jaz zapijem, pejte noter, zapisnik briše. Pejte ven, ven pejte, si dere sodnica. Tako da sem dal pol še enkrat, še na 29.4. sem dal ugovor na zapisnik uradno noter v 5 dneh. Hvala Vinku Tetrčku, da mi je to povedal. Prvo en veliko pravnih informacij mi je dal. Rekel, cel spis pet skopirati, ker kradejo ven listine, poti en listina manjka in ne moreš nič, no to cel spis zdaj imamo. Hvala Vinku Terček, tako da vas držimo zdaj za tem sodni, zdaj vas sodimo, ne, to je za javno sojenje. Kranjskemu sodišču in kranjski policiji. In zdaj bo sodnica bo letela naslednjič 20. ven, ker mi je že dvakrat zapisnik ponaredila in je vse te kršitve naredila in jo bom izločil, bom zahteval izločitev. O tem bo potem odločila predsednica Kranjskega sodišča, no, ker je predsednica Kranjskega sodišča pa zdaj naredila eno odločbo, ki je pa tudi nezakonita, bomo še njo izločili, pa bo šlo pa na višje sodišče v Ljubljano. Tam bo pa Jan Pan, majster. Pan Jan, Anton, o tem odločil. Pan, pa vemo, kdo je Pan. Tako da se bom mogel zdaj po tej mlaki kar delati, sprehoditi, mislim, da celo do konca. V glavnem se vidimo 20. maja ob 13. uri na Kranjskem sodišču, najbolj opremljena sodna dvorana, 121, prvo nadstropje, začetek ob 13. uri, z malo verjeten zamude, bo zanimiv. Hvala lepa za vašo pozornost.